Čarobnosti pohoda z baklami okrog jezera v Sveti Trojici ni pokvaril niti dež, ki je pohodnike na začetku pospremil. Pohod je uspel v polni meri. Ker je pač v tem božičnem času, smo se odločili, da je pohod praktično organiziran z baklami. Naše društvo sicer organizira vsako nedeljo za naše člane pohode po različnih krajih v tem delu Slovenije. Ker je pa v sklopu tega dobro spadlo tudi ta božični del, smo rekli, da še napravimo ta božični pohod z baklami. Tako navdušeni, kot so bili na začetku, so bili pohodniki tudi na koncu. Zelo čarobno. Na začetku je malo preglavice povzročalo deževje, ampak ko smo se približali jezera, pa je ponehalo, tako da smo imeli suh pohod. Ja, je bilo super z baklami, čarobno, tako da se splača pogledati. Za drugo leto spet, tako da to je to. Bilo je odlično, mladi, malo manj mladi, otroci, super. Super pa je bilo tudi na odru zimske pravljice, kjer so se predstavili odlični pevski talenti Svete Trojice in zapeli pesmi, ki so navdušili obiskovalce, prav tako tudi celotna zimska pravljica. Zelo, nekaj posebnega, ker to ne vidiš vsak dan nekje, ne. Zelo čudovito. Se pravi, tako sam trg kot verjetno tudi prireditve? Tudi kot prireditve, koliko nam dopušča vreme, je zelo nekaj posebnega. Predvsem, da gremo popolne ven z otroke, pa s tu malo tudi starimi prijatelji srečamo, pa poveselimo, kako rečemo, pa v glavnem, zabavamo se tudi ob večerih. In priložnosti za doživete večere bodo imeli v Sveti Trojici vse do konca leta, saj bo vsak dan prinesel nove dogodke v čarobni zimski pravljici. Petek, veliki pozdrav sosedu, tradicionalna prireditev, ki jo letos pripravljamo že 11. leto zapored z vrhunskimi glasbenimi presenečenji in pa ostalimi vložki. Potem pa ob 9. v petek še koncert po pozdravu sosedu tukaj na trgu. Potem pa v soboto seveda velika zvezda slovenske glasbe Helena Blagne. In pa prvič danes povem, da imamo v tem večeru še presenečenje, to je skupina Il Divi, ki bodo nastopili skupaj z Heleno. In pa potem pa je nedelja in pa ponedeljek, kjer bo vzdušje odlično. Ja, v Sveti Trojici so se dobro pripravili na zaključek leta, saj prav vsak dan prinaša čarobnost ter priložnost za uživanje in druženje.